Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Danes je počitniška sreda. Maša, kaj počneš med počitnicami? Se veliko igraš? Ja, predvsem veliko z bratom. Super. Smo pravzaprav vedno nam je zabavno. Tako, počitnice so en tak lušen čas, mogoče pa je prav, da si malo časa vzamemo tudi za ustvarjanje. Zato bova danes šivali, in sicer bova šivali dišeče blazinice, dišeče sovice, polnjene s sivko, ki smo jo pridelali doma, in te sovice uspešno preganjajo molje po naših omarah, hkrati pa tudi odišavijo prostor in jo lahko imamo kar tako na nočni omarici, pa jo zvečer malce takole pomečkamo in začne ponovno dišati. In če si zato, Maša, kar povejva našim gledalcem, kaj danes za ustvarjanje potrebujemo. Potrebujemo ostanke filca, prejico, šivanko, škarje, posušeno cvetje sivke in pa univerzalno lepilo. In najbolje je, da kar pričneva z delom. Najprej si na filc, tale večji kos, narišeš sovico, njeno telo. Seveda pa ni nujno, da delate vi sovice, lahko naredite kar blazinice, to se pravi kvadratke, mogoče prišijete nanj kakšen gumbek za okras, pa je blazinica ravno tako lepa. Z Mašo pa bova kljub temu danes naredili sovico, ki je ravno tako enostavna kot kvadratek za zašiti. Tako, sedaj to sovico izrežemo. Malce boš morala tako proti luči podržati, da se bo videlo, ker je modra podlaga in pa moder kuli. Vendar Maša je že specialistka, če se jaz prav spomnim, te je šivati naučila babica. Ja. Tako. Šivali bomo s tem čisto navadnim, okrasnim šivom. Mlajši otroci pa lahko šivajo tudi z tem pretikovalnim, ali kako bi rekla, šivom za obrobe, ker je cvetje vseeno dovolj veliko, da ne bo čez odprtine padalo ven. Še posebej, če bodo te sovice oziroma te blazinice v omari. In če nimate doma filca, lahko uporabite seveda tudi koščke blaga. Mora pa biti to material, ki diha, skratka, da lahko potem če bi to naredili iz neke plastike ali pa iz predebelega usnja, potem sivka ne bi dišala skozi blago, skozi osnovo. Tako. Maša je izrezala sovico, super. Sedaj bo naredila še dva. Po moje je dovolj, ni potrebno več obrezovati. Super sovica je. Sedaj boš pa naredila še dva majhna krogca za oči. A ne bo prišlo premalo ven? Ne bo, ker to ne bo nič manjše, kakor je tole, kar je narejeno. Samo zdaj pogleda bodo za oči tako velika krogca, da boš lahko, da bo sta dovolj velika za sovico. Pa mogoče izrežeš s temi škarjami, bo mogoče malce lažje. Oči bomo potem kar prilepili na sovico, lahko pa bi jih seveda že v tej prvi fazi tudi prišili. Fino je, da si na začetku vedno pripravimo vse sestavne dele, potem pa izdelek sestavimo oziroma dokončamo. Skratka, da nimamo med vmesnimi fazami. Pa še eno. Tako. Poglejva, super, velike oči si naredila, sedaj pa še dva majhna krogeca, tule sta kar dva delčka skupaj, pa lahko kar skupaj odrežeš dva krogeca, potem za sovico in pa rumen kljunček. Tako, pa še rumen kljunček. Bom malo večje Boš malo naredila. večje izrezala. Maša je sedaj preizkusila in je ugotovila, da so tile majhni delčki malce premajhni. In bo izrezala črne zenice tele naši sovici še enkrat.
Tako, sedaj bo pa to prava sovica oka. Pa še en tak trikotniček za kljun. Kar dovolj velik naj bo. Ni potrebno, da je premali. Tako, sedaj so ti naši delčki pripravljeni in jih boš takole položila na stran, da naj jo bojo počakali. Ti pa boš odšla zašiti tole najino sovico. Na koncu narediš vozel, kar tak pogumen korajžen vozel, velik, dovolj, da se ne bo začelo parati. Bo šlo. Tako. Sedaj pa takole z notranje strani najprej takneva šivanko, zato da se vozel skrije v notranjost sovice in šivava, se spomniš še okrasnega šiva? Ja. Se pravi, takole pa čez tole zankico še enkrat potegnemo in spet naprej, pa čez zankico še enkrat. Takole bo Maša sedaj zašila sovico, spodaj pa počakaj, tako ko boš čez cel obris sovice to zašila, bo Maša potem spodaj pustila takšno odprtino, da bova z malo žličko lahko v notranjost sovice dali sivko, ki če jo samo takole malce pomešava, zelo lepo diši. In zadnje čase, zadnja leta se mi zdi, da s temi naravnimi pripravki postaja spet vedno bolj modern vonj. Vonj, ki ga imamo radi, ker ima neko takšno posebno svežino, hkrati nas pa sivka tako malce spominja vedno na morje, ker jo je ponavadi v teh toplih krajih veliko. Takole bova malce odmaknili tele škarje in pa filc, da ti ne bo v napoto pri šivanju. Maša pa bo kar lepo nadaljevala. Takole. Šivamo z eno prejico, z eno nitko, ne z dvema. Zato, ker šivava s tem robom, ne bo sovica nič manjša. Če pa bi šivale v notranjosti, tako kot zašijemo mogoče s šivalnim strojem, ali pa bi potem obrnile sovico, v tem primeru pa bi bila kakšen centimeter manjša. Okrasen šiv pa ne zmanjša našega kroja. Malce pri njenih repkih, ušesih. Sovice so ene take modre živali, simbol modrosti. In bo tale sovice lahko lepo odišavila tvojo sobo. Sedaj bova pa malce potegnili prejico naprej po šivanki. Takole. Tako, in boš spet lahko šivala.
Tako Maša počasi prihaja do tistega delčka, ko bomo našo sovico napolnili sivko. Odprtina je dovolj velika in če dovoliš, Maša, ti bom sama takole držala tole sovico, ti pa boš kar pogumno z žličko vanjo nasula sivko. Takole, lahko tudi drživa malce nad posodico, to pomeni, da potem ne razsipamo. Tako, a diši sivka? Jo vonjaš, kako prijeten von ima? Tako, pa še malce. Tako, da bo čisto lepo blazinica napolnjena sivko. Še malce, malce poskusi pa takole s prstom potlačiti. V redu bo, mislim, da bo v redu. Še eno žličko. Tako, tako. Sedaj bova pa takole sivko tole, ki je padla, malce ven očistili iz najine sovice. Sovico takole malce še potlačili, zato da bo Maša lahko dokončala tale zadnji šiv. Tole skledico pa umaknili. Počistiva še takole po mizi, da se ne bodo stvari na filc prijemale. In sedaj, Maša, boš potem, ko bo zašita, boš pa do konca naredila, če ne boš sedaj samo razsipala sivko. Najprej jo lepo zaši sovico, potem jo boš pa takole malce z mečkanjem lepo porazporedila po sovici. Sedaj nadaljuješ s tem istim okrasnim šivom, ostalo je samo še centimetrček ali dva, skratka toliko, da smo našo sivko lahko lepo dali v sovicin trebušček. Sedaj tu pri zaključku je pa treba biti malce previden, ne, da se nam več ne bo zla, da izdelamo to našo sovico s temi zaključnimi šivi do konca. Nič se ne mudi, lepo zaključimo in ko pridemo do tja, kjer smo na začetku šivali, pošijemo še kakšen šiv ali dva, zato da bo res držalo. Si šla čez šiv, tam, kjer si začela, si šla malce čez. Maša, si šla malce čez? Zdaj grem prej. Aha, zdaj greš čez malce. Malce čez je potrebno iti, zato da utrdimo šiv in da nam ravno tam na stiku, oziroma kjer pride ta zaključek in začetek skupaj, ne razpade. Sedaj pa potem narediš kar vozel, ti znaš celo narediti tak lep šivilski vozel. Vem, da te je babica naučila, sama se ga nisem nikoli in to imava z Mašo še na dolgo, da me enkrat nauči. Da bom tudi sama obvladala ta šivilski zaključek. Sama zaključim kar tako po šolsko. Meni gre, jaz to bolj kot ne delam pri gumbih. Aha, pri gumbih se je Maša to naučila in potem koristno uporablja tudi drugje. Sedaj pa odreževa tole nitko in sedaj poravnava to najino sivko v naši sovici. Pazi, da ne boš prerezala roba, samo nitko, tako, nič več, takole, poravnaj in prilepiš. Sedaj pa prilepiva še naše oči. Najprej z lepilom, temle univerzalnim. Z univerzalnim, tisto boš kar pustila, ne boš odrezala, ker če ne ti bo razpadla sovica. Maša, izvoli. Namažeš učko, pomagaš si jo razmazati kar s koščkom filca. Aha, si jo lepo nanesla, tako da ni potrebno nič razmazati. In jo lepo sovico si na tako in sedaj še drugo oko. Če lepo naneseš, potem ni treba, če pa ne naneseš, si pa lahko kar s kakšnim koščkom filca pomagamo pri nanašanju lepila. Naneseš lepilo še na tale dva črna delčka. Še drugo. In še kljunček. Sedaj, dokler ne bo lepilo suho, sovice tam, kjer si lepila, ne boš preveč mečkala. Ko pa bodo delčki posušeni,
Potem jo boš pa lahko še enkrat, tako da bo sovica dobila tist pravi vonj po sivki. Tako, mogoče sedaj tole najino sovico pokažeš našim gledalcem. Tako, Maša je zašila dišečo sovico, ki bo krasila oziroma odišavila njeno omaro in iz nje pregnala molje. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo na Zgledu 18 na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič in uživajte počitnice. Adijo!